Topli sončni dnevi že vabijo, da čim več prostega časa preživimo zunaj. Naj si bo to v naravi, na vrtu, terasi ali balkonu. Zunaj je vse drugače. Kar pride zunanjega žara, vedno drugače tekne. Ob vrtnem ognju so pogovori daljši, bolj sproščeni in pod milim nebom ima spomin na naporen dan v službi kratko sapo. In ker ne želimo, da nas dolge poletne noči ujamejo nepripravljene, bodo naslednje ideje o opremi naših zunanjih kotičkov sreče kot nalašč. Ali obstaja kaj lepšega od počitka na balkonu ali vrtu? Če iščete novo pohištvo, ste gotovo v dilemi, katero je primerno za vaš balkon oziroma vrt. Kateri materiali so najbolj praktični? Odgovore na ta in podobna vprašanja smo pripravili s sogovorniki iz prodajnega centra s pohištvom in dodatki za dom Lesnina na Brdu. Katja, pri vrtnem pohištvu je res ogromno ene izbire. Kako naj človek sploh začne? Prvo moramo upoštevati velikost terase, balkona oziroma vrta. Potem tudi izbira materijala je odvisna od vašega ambienta oziroma stila, kakšnega imate. Če je terasa pokrita, delno pokrita oziroma nepokrita. In potem od funkcionalnosti vrtnega pohištva. Se pravi, če imate kakšno družbo s prijatelji, ali imate jutranjo kavico, ali imate kakšna družinska kosila. Trendi vrtnega pohištva so bivanje in druženje na prostem. Kateri so zdaj tukaj najbolj aktualni pa praktični materiali? Na voljo so ratan, les in različne kovine. In zdaj, kako je z vzdrževanjem tega? Kaj prinese določen material, koliko dela bo imel s čim? Zdaj pri lesu nimate kaj dosti za vzdrževanje, se pravi je enostavno. Če ga imate izpostavljenega na soncu, ga je treba vse na toliko časa naoljiti oziroma ga pobrusiti po potrebi. Ratan je tudi ni občutljiv na različne vremenske spremembe, je enostaven za čiščenje. Se pravi, aluminij je izjemno lahek, modernega videza, je odporen proti rjavenju, zaradi tega ima tudi dolgo življenjsko dobo. Potem nerjaveče jeklo je elegantnega videza, tudi je ne rjavi in je enostavno tudi za vzdrževanje. Potem imamo pa kovano železo. Pa je večinoma pohištvo, ki je romantičnega videza. Praviloma ne rjavi, ampak vse na toliko časa ga je potrebno premazati z zaščitnim lakom oziroma z sredstvom proti rjavenju. Kaj pa vremenski vplivi? Koliko lahko tako pohištvo pustimo na prostem? Se pravi, po zimi nakladalne in zložljivi stoli oziroma mize zavzamejo manj prostora. Lepo je, da jih shranimo v suhe prostore. Se na ta način preprečimo propadanje. Pred shranitvijo pa poskrbimo, da pohištvo očistimo in da je suho. Kaj pa v nekih poletnih mesecih, če slučajno nas dež ujame in zmoči blazine pohištvo? Se pravi, če se to dogaja enkrat, dvakrat, ni problema, se pravi, moramo osušiti. Drugače je pa lepo, da imamo zaboj in blazine shranimo tja. Za ljubitelje druženja na vrtu in dobre hrane je vrtni žar obvezna sestavina vrta. Na njem lahko pripravljamo okusno hrano, pečeno na odprtem ognju ali nad lesnim ogljem. Tako pripravljena hrana ima drugačen okus, kot smo ga sicer vajeni. Sam postopek priprave pa spodbuja k druženju. Vlado, zdaj smo pa pri moški temi, pri žaru. Kaj svetujete, kakšnega si kupiti, ko je pa izbira tako velika? Vse bolj so priljubljeni keramični žari. Njihova oblika izhaja iz 1000 let stare japonske tradicije peke. Lupina je keramična, znotraj so pa obdane s šamotno glino. To je pa podobno kot pri krušnih pečeh naših babic. Kaj je zdaj glavna specifika takega žara? Razen to, da je res težek. Ja, ravno zaradi tega tudi dobro zadrži vlago in temperaturo, kar pomeni, da tudi v bistvu so primerni za daljše peke, za dimljenje mesa, primerni so za zelo visoke, srednje in nizke temperature. Torej, keramični žari za tiste, ki so morda malo bolj že mojstri, oziroma za tiste, ki so si pripravljeni vzeti nekaj več časa za peko. Potem imamo pa še klasiko, ne? En tak klasičen žar na oglje. Prednost tega je, da dosežemo aromatičnost mesa, zaradi izgorevanja lesa briketov ali oglja, s tem, da pri lesu lesje gori zelo nekonsistentno in ga je potrebno dodajati, daje pa izvrsten okus. No in zdaj sva še pri plinskem žaru. Kdaj se pa za tega odločiti?
Prednost plinskih žarov je, da so zelo enostavni za uporabo. Prižgemo ga preprosto s pritiskom na gumb. V 10 minutah pridemo do željene temperature. Tudi menjavanje temperature je zelo enostavno. Primerni so tudi za daljše peke, tudi za dimljenje. Če damo meso na stran, lepo potem kroži tudi toplota. Za okus dodamo lahko še kakšne posodice za dimljenje, da potem dobi meso okus po žaru. In le redki bodo opazili razliko v aromi. Slovenci zelo radi svoj prosti čas preživimo na dvoriščih, terasah, balkonih in vrtovih. Pri njihovi ureditvi pa po opažanju strokovnjakov najraje posegamo po sodobnih, enostavnih in elegantnih stilih. Najbolj so priljubljeni naravni barvni odtenki, ki se lahkotno vključijo v sleherno vrtno okolje ter dajejo zunanji opremi eleganten videz. Poleg kremnih in zemeljskih prevladujejo sivi odtenki na čelu z antracitno barvo. Dodatke živahnih barv, kot so svetlo rumena, močno modra, rožnata, turkizna, uporabimo predvsem pri sedežnih blazinah, senčnikih in zunanjih preprogah. Dovoljene pa so pravzaprav vse barve, ki skupaj z izbranim dizajnom novega ali zgolj v nove tkanine preoblečenega starega vrtnega pohištva tudi preprosto opremljen vrt ali teraso povzdignejo v čudovito zunanje zatočišče. Kakšni so pa zdaj kaj trendi glede vrtnega pohištva? Se pravi, kakšne lounge garniture aluminijskega ogrodja in potem tudi modularne garniture, se pravi, da se lahko sestavljajo. Katja, mogoče še kakšen trik, kakšen nasvet, kako si čim bolj polepšati zunanji ambient? Ja, lahko se poigramo s kakšnimi svetili, se pravi z kakšnimi solarnimi, potem z visečimi mrežami, visečimi gugalniki in tudi z kakšnimi senčniki. A so tudi kakšni trendi glede barv? Ni prav specifično, čisto odvisno od vašega ambienta in stila. Zdaj recimo pri tejle hiši se potem kombinira kakšna turkizna barva oziroma kakšna lounge garnitura. Super pa je, da so res na voljo vsi barvni odtenki, tako rekoč, kar si zaželite. Vas zanima še več o ureditvi zunanjih ambientov? Za vas smo pripravili stroškovnik opreme vsakega izmed tematsko ločenih kotičkov. Ogledate si ga lahko na spletni strani www.tvambienti.si.